Ko bi na trg radi dali svojo nepremičnino v prodajo, je pomembno, da se kot prodajalec zavedamo, da tudi ko prodajamo nepremičnino, je dobro prej premisliti, kakšna bo strategija naše prodaje. Na splošno bi lahko opredelili strategije prodaje na dva pola, na dva načina. En je, da se odločimo, da prodajamo zadevo sami in jo prodajamo izključno sami, kar bi lahko tudi izenačili z tem, da nas na drugi strani v celoti zastopa ena nepremičninska agencija. To pomeni, da sklenemo z nekom ekskluzivo. Druga strategija prodaje pa je, da se odločimo, da poleg tega, da prodajamo mi, to počne še nekaj drugih agencij. Seveda, sami rezultati so lahko različni. Pri Carnioli smo se odločili, da svojim strankam ponujamo ekskluzivno zastopanje, kar pomeni, da za njih prevzamemo vso skrb za oglaševanje, vse klice, vse, kar bi, v tem času prodaje prišlo. Mi smo prvi filter, seveda za tisto stranko pa je obveščanje 100%, seznanjeni so na dnevni ravni, kaj se dogaja z ponudbami, z ogledi, z vsem, kar pač pa še zraven. Kadar se odločamo za to, da bi šli v partnerstvo za neko nepremičninsko agencijo ali pa ne, je nekaj stvari, ki je zelo pomembnih in nam lahko pomagajo pri tej odločitvi. Prva mogoče je, da agencija in agentje morajo biti pravno podkovani, kako se z nepremičnino rokuje, kakšno je njeno pravno stanje in seveda tudi kakšno je njeno dejansko stanje. Navsezadnje, nepremičninske agencije so pravno in odškodninsko odgovorne, če prodajajo nepremičnino, ki te statusov nima urejenih. Druga je, da večina nepremičninskih agencij ponuja možnost fiduciarnega računa. To pomeni, da sredstva ostanejo na nekem računu, ki ni ne od kupca, ne od prodajalca za nek določen čas. Seveda po dogovoru se določi, pod kakšnimi pogoji in kdaj ta sredstva tudi preidejo na prodajalčev račun, v zameno seveda za to, da je potem se zgodi tudi prenos lastninske pravice na kupca. Nepremičninski agentje prihranijo lahko lastniku in tudi bodočemu lastniku precej časa, za marsikoga je pa čas tudi denar, ker ti pomagajo filtrirati tiste, ki so pravi kupci, od tistih, ki so ogledniki. Kakšna je razlika, pa seveda razkrijemo predvsem svojim strankam. Nepremičninske agencije ponujamo svojim strankam tudi osebno svetovanje. Marsikdo pride z idejo, da bi neko nepremičnino rad kupil, rad imel, pa se tekom pogovora ugotovi, da je mogoče kakšna druga nepremičnina, ki jo imamo v naboru, veliko bolj primerna za doseganje tistih ciljev, ki si jih je on sam zastavil. Ali pa mu pomagamo skozi neko obdobje poiskati tisto pravo reč in seveda potem je zadovoljstvo s časoma bistveno drugačno. Imamo pa tudi mi redne stranke, ki se potem veliko raje obračajo na nas in vejo, zakaj najeti agenta za nakup ali pa za prodajo nepremičnine.